Lepo zdrav vse skupaj, lepo vas pozdravljam svojega studia, kjer trenutno snemam oziroma montiram novo epizodo podcasta Inspiracija. Kmalu boste izvedeli nekaj več o tej epizodi. Sem pa med snemanjem dobila eno inspiracijo, glej ga zlomka, inspiracijo, ki bi jo rada delila z vami in sicer povezano z delom zvokom. Veliko me že sprašujete, kaj pravzaprav zdaj počnem in o kakšnem zvoku govorim, o kakšnih zvočnih meditacijah, kaj sploh je delo z zvokom. In sem se odločila, da vam samo na kratko dam en tak utrinek ene vaje, da boste razumeli, kako praktično izgleda delo z zvokom na mojih individualnih delavnicah. Tisti, ki se jih udeležujete, pa ste se jih že udeležili, veste, zakaj gre. Skratka, kar je najpomembnejše je to, da vam na delavnicah pomagam, da se osredotočite, oziroma ne osredotočite, ampak da se vrnete v trenutek, tukaj in zdaj, da začutite sebe, svoje telo, svoje občutke, svoje čustva, svoje misli, ker konec koncev ljudje veliko bezljamo skozi dan, tako ali drugače, da nekako se dostikrat sploh ne začutimo in nimamo niti časa, da bi se ustavili in se vprašali sploh, kje smo, kaj se z nami dogaja, a sem utrujen, katera čustva se mi izbujajo, kaj sem doživel ob tem in tem dogodku. Skratka, nimamo časa, da bi sprocesirali sploh, kaj se v nas dogaja, ampak vse to, kar ni sprocesirano, potem to vpliva na nas naslednji dan in potem padamo v to kolesje in se nam ponavljajo zgodbe, izkušnje, ne da bi sploh ozavestili, kaj se nam dogaja, zakaj se nam tako dogaja. Zato je zelo pomembno in prvi korak, ki ga vedno naredim, je ta, da se ustavimo in da se osredotočimo na svoj notranji svet, na to, kar se nam v tem trenutku dogaja, kako se počutimo, kakšne, bom rekla, senzacije čutimo, katera čustva v tem trenutku, a čutimo kakšno napetost v telesu. Če zdaj zaprete oči in se poskusite osredotočiti nase, kaj čutim? Če je to nek telesni občutek, kje čutim? Da lociramo ta občutek, a je to napetost, a je to kakšna tesnoba, a je živčnost, a je mogoče glavobol, težke noge, mogoče vas boli, ne vem, križ, hrbtenica, karkoli to je. Začutite to. In ne se obsoja, da čutite, kar čutite, ne skušati na silo odgnati te občutke, ampak jih sprejmite, opazujte, kaj se dogaja. To je drugi korak. Torej najprej, da začutimo, kaj se sploh dogaja v nas, drugi korak pa je, da sprejmemo, da opazujemo in sprejmemo te občutke v sebi. Dovolimo tudi, da nas preplavijo te občutki. In tretji korak je ta, da skušamo to izraziti z zvokom. To, kar čutimo, to, kar se nam trenutno dogaja, da izrazimo z zvokom. Tudi če je to utrujenost, lahko zazehate, tudi to je zvok. Kaj bi pa zdaj pojedel? Pojedla. Ja? Če ste lačni, recimo. Ja? Mogoče čutite jezo na koga ali na kar se vam je zgodilo, mogoče skozi dan. In čutite, da bi dali skozi glas, skozi grlo. Ta zvok. Mogoče bi zapeli. Kakšen zvok, ki ga niste čez dan, ker ste mogoče veseli bili ali pa karkoli, pa se vam ni zdelo mogoče primerno na določenem mestu izraziti to veselje. Mogoče napetost. Ja. Lahko je vrisk. Juhuhu! Karkoli to je, dovolite si to izraziti. Ker ravno pri tem delu na sebi, delu z zvokom, ustvarjam prostor, želim ustvariti prostor, kjer se čutite sprejeti, kjer se čutite dobrodošli, da je dobrodošlo vse, karkoli se vam dogaja. Tukaj ni dobro, slabo, prav, narobe, tukaj ne gre za nobeno ocenjevanje, a imate posluh, a nimate posluh, kaj ste zdaj to spustili ven iz sebe, kaj niste, vse je prav, vse je dobrodošlo. Važno je, da se izrazite, da gre to ven iz vaše, bom rekla, psihe, iz vaše aure, iz vašega telesa konec koncev, ne?
Ker na tak način, tako kot si predstavljate, zjutraj pa zvečer si umijete zobe. Verjetno, ne? To je osnovna higiena in ravno tako je tudi čustvena, psihična higiena. Se pravi, da spravite iz sebe vse tisto, kar vas mori, da vas potem ne spremlja še naslednji dan in se vam potem ponavlja vedno znova in znova ista stvar, ista izkušnja, isti ljudje, ista tesnoba. Tako da to je samo en tak praktičen primer, na kratko, seveda pa se na delavnicah tudi poglabljamo, dosti bolj poglabljamo v te občutke in zanimivo je včasih, kaj pride na plan. Na koncu pa je ponavadi čas, da se sprostimo s kakšno zvočno meditacijo in zanimivo, kako ljudje, ko najprej spravijo iz sebe, bom rekla, te surove občutke ali pa to organsko, kar je v njih ta trenutek obstaja, kako pol pridejo do ene sprostitve, nekateri tudi do katarze ali pa celo res takega občutka umirjenosti, harmonije, lepote v sebi. In a ni to super? A ni super, da imamo vse, kar potrebujemo v sebi, svoj glas, konec koncev. To je naša vibracija. Vaš glas vas zdravi. Tako da uporabljajte ga. Pa srečno.